Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In pa seveda, če tudi spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček. Seveda, če vam je to všeč in pa da tudi požene algoritem, da priporoča drugim ljudem. Danes je ponedeljek 11. maj in mi smo zdaj preko vikenda, oziroma točneje včeraj zvečer, kar pozno zvečer, dobili kar volatilno gibanje. Bitcoin se je pomikal počasi gor in potem enostavno izgubil vse dobičke. Tako da 15-minutni časovni interval je trenutno kar precej volatilen, tako da ga bomo pustili zdaj. Ogledali si bomo tukaj enournega. Mi smo tukaj, če se spomnite, smo označili tale naraščajoči kanal. Mi smo njegovo spodnjo mejo izgubili in potem smo šli testirati njegovo zgornjo mejo in bili od nje zavrnjeni. Zdaj, biki so spet poskušali osvojiti tole mejo na okoli 82.500 in so bili včeraj zavrnjeni. In kaj bo treba zdaj paziti? Tukaj smo tudi označili tole skrito bikovsko divergenco, kar se tiče RSI-ja, ki se je potem izvedla. Prišli smo do te meje 82.500. No, kaj bo treba zdaj paziti? Predvsem to bo treba paziti, da nismo mi zdaj tukaj naredili kakšnega dvojnega vrha. To bi lahko pomenilo potem tudi preobrat in bi lahko šli pobirati spodnje likvidnosti. Ta prva je tam nekje na 78.000, pa potem imamo tukaj neckline mejo tega dvojnega dna, ki smo jo naredili že kar precej prej, na okoli 77.500, pa potem imamo še na 76.000 likvidnost, 74, 75.000 tam nekje in pa 73.500. Tako da to bo zdaj treba paziti. Tale dvojni vrh, njegova neckline meja bi bila tukaj na okoli 79.500, dajmo reči okroglih 80.000. Če mi slučajno pridemo do sem dol in tole mejo izgubimo, potem je seveda tudi večja verjetnost, da mi preobrnemo trend. Ta prva meja, ki bi jo potem seveda ob izgubi 80.000 in bi potem lahko obiskali 78.000, gremo testirati tole kot odporno mejo in potem padamo naprej dol. Ampak vprašanje je zdaj, če je vse odvisno od Bitcoina. Seveda, najprej bo tole treba spremljati. Če se bo tole izvršilo, potem seveda bo Bitcoin vodil igro naprej. Ampak zanimiv je predvsem Ethereum, ki si ga bomo mi ogledali malo kasneje. Zakaj pa? Zaradi tega, ker tukaj na enournem časovnem intervalu lahko vidimo, da se nabira ogromno kratkih pozicij. In to bi lahko tudi kaznovalo trg. Poglejmo si zdaj še pred tem, kaj se dogaja, kar se tiče dolgih in kratkih pozicij na Bitcoinu. Mi smo pobrali vse dolge pozicije, ki so čakale. Tukaj spodaj so bile na 81.400 tam nekje, potem smo pobrali tudi te, sicer jih ni bilo kaj dosti, na okoli 80.500.
In še tukaj imamo spodaj na okoli 80.250, ampak glavnina kratkih pozicij, torej tistih, ki so stavili na padec, je točno tukaj okoli tega vrha in se nahajajo na okoli 83.000. Tako da zdaj obstaja, po mojem, tudi večja verjetnost, da mi gremo to obiskat in da gremo tole pobirat. Predvsem, pa kot sem že prej omenil, gledamo tukaj Ethereum, kar precej imamo teh črt narisanih, no tako je zdaj boljše. Kaj mi spremljamo tukaj? Tole dvojno dno. Tukaj je njegova neckline meja na okoli 2350 in mi zdaj to mejo testiramo že vse od 15. aprila. Kar precej časa se mi zadržujemo gor na tej meji in večkrat, kot testiramo to mejo, več je tudi možnosti, da jo mi prebijemo. Tako da, ja, še vedno je kar precej možnosti, da se izvrši tale naš bikovski scenarij, torej, da mi prebijemo to mejo, naredimo podporo in zrastemo vse gor do prve meje 2800. Tako da to je seveda še vedno v veljavi, tale bikovski scenarij. Potem imamo še ta drugega. Imamo spodaj tole trend linijo, torej dno, višje dno in možnost je, da smo mi zdaj še enkrat zavrnjeni od tele horizontalne meje in gremo še enkrat testirati tole spodnjo trend linijo. To bi lahko bilo zdaj na tam nekje 2130. Se odbijemo od nje in potem končno prebijemo tudi tole horizontalo na okoli 2350 in nadaljujemo z našim bikovskim scenarijem. Seveda, slabo bi pa bilo, če bi mi tole spodnjo mejo izgubili. V tem primeru bi se pa lahko izvršil medvedji scenarij. To smo mi zdaj gledali na 4-urnem časovnem intervalu, kar se tiče Ethereuma. Dajmo si pogledati še iz zanimanja enourni časovni interval. Ja, v bistvu ni nič kaj tako zanimivega. Mi gremo tukaj naprej v tej konsolidaciji, zelo cikcakasto vse skupaj, ampak zelo zanimivo je tukaj, kot smo že ugotovili, ogromno ljudi stavi na padec in trg bi zdaj lahko kaznoval te ljudi. Ta glavno likvidnostno območje, ki smo ga označili, na okoli 2455, to bi lahko šli kar pobirati, medtem ko meje za naprej gor, sem že večkrat omenil 2800 in pa 3000. Ja, to bi bilo tudi vse za danes. V bistvu še vedno gremo v konsolidaciji naprej, čakamo na to, kako se bo tukaj tole izteklo, tole negativno stanje, kar se tiče Ethereuma in po mojem bi lahko potem, če se seveda to izvede, bi lahko Ethereum prevzel vodilno igro oziroma vodilno vlogo v tej igri. Po mojem bo še kar zanimivo ta teden, naj bi bilo kar nekaj zanimivih dogodkov. No, če bo še karkoli zanimivega tekom dneva, bom seveda to še dodatno objavljal preko Patreona in če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju, če to spremljate kasneje preko YouTubea. In če spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, da tudi dodatno požene algoritem in priporoča ta video tudi drugim ljudem.
Tako, jaz vam zdaj želim en lep začetek tedna, imejte se fajn in se vidimo, če ne prej, ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.